Lepo pozdravljeni, zahvaljam Boškemu sestru za povabilo in seveda Petru kot bivšemu sodelavcu nikakor ne bi mogla reči ne. Me veseli, da lahko tukaj predstavljam strategijo dolgožive družbe, čeprav bom svojo klasično predstavitev nekoliko prilagodila, pa ne bom rekla ženski publiki, ampak namenu tega srečanja in skušala tudi iz strategije potegniti predvsem to, kar bi lahko bilo koristno za pripravo na resolucijo nacionalnih programov izobraževanja odraslih. Zdaj, če začnem, da je pač strategija bila že sprejeta poleti leta 2017, akcijski bila je v javni razpravi in takrat, to pojasňujem gospe predhodnici, nismo nikogar posebej vabili k javni razpravi, ker pač je bila v javni razpravi, pripombe smo pa potem upoštevali, ki smo jih dobili v javni razpravi, nikakor pa nič ni zamujenega, zaradi tega, ker se zaradi raznih dejavnikov še do zdaj akcijski načrti, ki predstavljajo uresničevanje te strategije, niso pripravili in se zdaj pripravljajo in bo pravzaprav lahko tudi tu ena sinergija z tem nacionalnim programom izobraževanja odraslih. Tega vidika mislim, da ni nič zamujeno in lahko je komplementarno oziroma celo eno brez drugega, strategija dolgožive družbe brez programa izobraževanja odraslih ne bo dosegla svojih ciljev. Strategija dolgožive družbe je v bistvu bila napisana predvsem oziroma narejena predvsem kot odziv na demografske spremembe. Skušali smo upoštevati poleg demografskih sprememb še tudi predvsem tehnološki razvoj in pa spremembe na trgu dela. Tehnološki razvoj, kot vemo, so tudi že danes smo slišali, je predvsem spreminja delovna okolja, spreminja življenjska okolja in od nas vedno znova zahteva nova znanja, nova spoznanja, v bistvu učenje, tako kot smo zdaj v mestu vseživljenjskega učenja. Prav tako tudi vsi poklici izginjajo, pa ne samo poklici, tudi za vsakodnevno življenje vedno znova potrebujemo neka nova znanja, ki nam lahko olajšajo ali pa otežijo življenje, recimo, da nam olajšajo. Če začnem, smo torej nakratko predstavili strategijo, pa če začnemo z demografskimi spremembami. Demografske spremembe v Sloveniji so v bistvu zelo intenzivne in že pravzaprav potekajo, tako je recimo kažejo pa se predvsem v povečevanju deleža starejših od 65 let in zmanjševanju prebivalstva v starostni skupini 20 do 64 let, ki velja za najbolj aktivno. Če ilustriram za nazaj gibanja, lahko rečem, da je v Sloveniji ob osamosvojitvi živelo okoli 11% prebivalcev, ki so bili starejši od 65 let. V lanskem letu je ta številka bila že blizu 18, do leta 2030, pa se bo ta številka povečala na 25% vsega prebivalstva, oziroma, če pogledamo številke, bo v 137 oziroma 140 tisoč več, kot je zdaj. Hkrati pa bo precej manj tudi tega aktivnega prebivalstva, najbolj aktivnega prebivalstva 20 do 64 let, kar tudi zahteva določene posebne ukrepe, kot bom predstavljala v nadaljevanju. Zelo pomembna stvar pri pripravi strategije dolgožive družbe se nam je zdela spremembo, ki moramo narediti v pojmovanju življenjskega cikla in andragoški center, jaz mislim, da že vse od ustanovitve precej deluje v tej spremembi tega življenjskega cikla, da se torej vse življenjsko učenje, vse življenje izobražujemo in da ni, v bistvu, mi smo tu skušali ilustrirati na ta način, da pač ni nekega zaporednega
zaporednih faz v življenju, da bi najprej se izobraževali, potem bi bili zelo delovno aktivni, imeli službo, potem imeli upokojitev in prosti čas, ampak da se vse te tri faze v življenju, če to nastavim, v bistvu prepletajo in je izobraževanje in usposabljanje in kreativnost pomembna v celotnem življenjskem obdobju. Strategija si je zastavila vizijo, po kateri bi oblikovali družbo in sisteme, ki bodo pač v teh novih, drugačnih okoliščinah vsem zagotavljali blaginjo, kakovostno življenje. Pomembno je, da bomo v tej družbi vsi aktivni, ne glede na starost, ne glede na določene mogoče pomanjkljivosti, ter da se zavedamo pomena kakovostnega staranja. Vizijo bi uresničili preko uresničevanja 3 ciljev, ki so naslednji: blaginja vseh generacij, ter dostojno in varno bivanje v domačem okolju, vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje, ter medgeneracijsko sožitje, ter ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi vseh generacij. V strategiji smo skušali vpeljati nov koncept, ki izhaja iz indeksa aktivnega staranja, ki smo ga nekoliko dopolnili, in ta koncept, tudi življenjski koncept, izpostavlja ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, delo, družbeno in politično, delovno, politično udejstvovanje in aktivnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje v vseh življenjskih obdobjih in seveda najbolj pomemben element, medgeneracijsko sodelovanje. Usmeritve za ukrepe, ki jih podaja strategija, smo združili v 4 stebre, čeprav mogoče tako na videz, ti stebri so trg dela in izobraževanje in tako naprej. Čeprav mogoče na videz zgleda, kada se izobraževanje in usposabljanje vklaplja samo v prvi steber, bom skušala se poudariti v drugih stebrih povedati, dokazati, da temu ni tako. Če torej kljub začnem s tem trgom dela in izobraževanje, kot sem rekla, se zmanjšuje število potencialne delovne sile. Vemo, da sedaj je zaradi tega velik pritisk na migracije, da delodajalci iščejo delavce v tujini, zato je zagotavljanje zadostne delovne sile. Zagotavljanje zadostne delovne sile je eden izmed ključnih izzivov, usmeritev, na katerega moramo ukrepe nasloviti. Tukaj govorimo tudi tako o aktivaciji oseb tistih starostnih skupin in mogoče poklicnih skupin, ki niso v zadostni meri aktivne in bi lahko izboljšali, ker vidim vlogo tudi vseživljenjskega učenja, kot tudi migracije in večje privabljanje tuje delovne sile, ter tudi vračanje naših, ker pa zopet je vseživljenjsko učenje na prvem mestu. Druga usmeritev predstavljajo prilagoditve delovnih mest in delovnega časa starajoči se delovni sili, možnosti za razvoj novih delovnih mest, predvsem smo jih videli na področju socialnega varstva in zdravstva, ker pač tudi te potrebe naraščajo v skladu z staranjem prebivalstva. Pri dostopu pomembno se nam je zdelo, da bodo pravi ukrepi tudi naslovljeni na temo dostopa do izobraževanja in usposabljanja in pri tem smo izpostavljali, da je treba vzpostaviti sistemske možnosti za stalno in kontinuirano izobraževanje in usposabljanje tako na delovnem mestu, kot z možnostmi različnih kariernih razvoja, spremembe karier in kariernega razvoja, da je treba prilagoditi izobraževalni sistem potrebam, da se bomo lahko stalno izobraževali
in da bomo našli tudi, kot je moja predhodnica, da bomo našli denar in spodbude, ki mogoče niso samo finančne, tudi za skupine, ki se tradicionalno ne udeležujejo tako pogosto, se pravi starejši in nizko izobraženi. V medgeneracijskem sodelovanju pa smo posebej izpostavljali pomen tako imenovanega age managementa, ki v delovnih organizacijah pomeni sodelovanje različnih generacij oziroma kombiniranje znanja različnih generacij. Pomembno, glede na podatke, da pač povprečni Slovenec zelo hitro misli, da je star in da zelo hitro, velik del Slovencev misli, da ne bo sposobno delati pri 60 letih in se zato tudi hitro pogojimo, smo v okviru tega skušali poudariti tudi pomen tega, da pomen promoviranje pozitivnega mnenja o starejših v družbenem okolju in tudi seveda v delovnem okolju. Naslednji steber predstavlja samostojno, varno in zdravo življenje vseh generacij. Ta steber bi lahko na dva podstebra razdelili. Prvi podsteber je namenjen zdravju, spodbujanje zdravega načina življenja, kjer je spet v bistvu tudi učenje in usposabljanje in ozaveščanje o tem preko različnih programov, tudi izobraževanja odraslih velikega pomena, zmanjševanje neenakosti v zdravju, kjer so poleg tega usposabljanja in učenja pomembne tudi druge politike, preprečevanje oviranosti, preprečevanje padcev, ki je velik problem v starajoči se družbi, je tudi pravzaprav na nek način stvar programov za izboljšanje, naprimer za izboljšanje ravnotežja, za čim večjo telesno aktivnost v čim daljšem obdobju. Drug podsteber so pa prilagoditve sistemov socialne zaščite, ki so, se pravi, pokojninskega, zdravstvenega in dolgotrajnega oskrba, ki so pa verjetno največji izziv celotne strategije tako za strokovnjake kot za politiko, ker pač je te spremembe treba sprejeti. Tretji steber predstavlja steber vključenosti v družbo, kjer se zopet izpostavlja predvsem medgeneracijsko sodelovanje, pa ne samo med starimi in mladimi, ampak tudi srednjo generacijo. Mislim, da pri medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju smo izpostavljali predvsem možnosti spodbujanja mladih in starejših v medgeneracijskem prenosu znanj na različnih področjih. Pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij za večjo vključenost starejših v družbo je zopet pomembno povečanje digitalne pismenosti in e-znanja starejših, tudi pri osebni varnosti starejših, čeprav se in preprečevanju starostne diskriminacije, čeprav se na prvi pogled zdi, da ni prav velike povezave z učenjem, je pomembno ozaveščanje, zaradi tega moramo o tem govoriti, pripraviti programe, ki bo o tem ljudi tudi poučil in ozavestil. Verjetno o pozitivnih učinkih prostovoljstva, ljubiteljske kulturne dejavnosti v povezavi z vseživljenjskim učenjem in izobraževanjem ne rabim izgubljati besed. Politična participacija pa je pravzaprav pomembna tudi z vidika sodelovanja vseh v družbi in odločitve. V Sloveniji pa tokrat za razliko kot pri drugih področjih ne šepamo pri starejših, ampak bolj šepamo pri mladih, kot vsi vemo. Četrti steber predstavlja oblikovanje okolja za aktivno staranje. Tukaj bi izpostavila podporo in oskrbo v vsakdanjem življenju,
kjer je pomembna vloga neformalnih oskrbovalcev in tudi izobraževanje in usposabljanje teh neformalnih oskrbovalcev. Vem, da to ni tema, ki bi jo naslavljalo ministrstvo Andragoški center, ampak vsekakor je treba programe z Ministrstva za zdravje pripraviti. Prilagoditev bivalnih razmer se mogoče tudi na prvi pogled zdi, da ne sodi, da nima povezave z vseživljenjskim učenjem, ampak ima, ker je tukaj poleg prilagajanja bivalnega okolja za prebivanje starejših v domačem okolju pomembna tudi uporablja komunikacijske tehnologije, ki lahko omogoči daljše samostojno življenje, vendar mora pa hkrati uporabnik ob boljši digitalni e-pismenosti to znati uporabljati, da mu lahko koristi. Prilagoditve v prometu in infrastrukturi, poleg vseh teh fizičnih, bi tukaj izpostavila predvsem pomen osveževanja znanja starejših voznikov cestno-prometnih predpisih. Pri regionalnih prilagoditvah se je pa treba zavedati, da pač po regijah se prebivalstvo zelo različno hitro stara in je temu treba prilagoditi ukrepe, vsekakor pa vsem omogočiti kakovostno življenje. S tem bi jaz predstavitev zaključila, se vam zahvalila za pozornost, sem pa seveda, ko bo čas, pripravljena odgovoriti na kakšno vprašanje.